Novice spremljam na telefonu, včasih tudi na televiziji. Facebooku. Kjer se pač širijo okoli. Vse, kar preverjam, ne verjamem. Nikoli ne preverim. Na Facebooku naletimo tudi na novice, ki niso resnične, torej so laži. Ljudje jih širimo naprej, ker potrjujejo naše razmišljanje ali pa nas zabavajo. Tisti, ki jih objavljajo, pa z njimi tudi zaslužijo. Spletno mesto s to lažno novico lahko objaviš oglase. In pač več, ko je oglasov oziroma več, ko je ogledov, dražji so oglasi in se da s tem zasluži. Ni v redu, da se širijo te lažne novice, zato ker jih pa lahko še vzame, da je res. Delil nisem, sem pa verjel. Sam sem šel na Google preveriti, če to res drži, pa se je izkazalo, da ne. Prva stvar, ki jo je treba delati, je, da pač na internetu, tako kot drugje, uporabljamo zdravo pamet. Jaz mislim, da je ta izjava lažna. Preden neko stvar delimo, se ustavimo in pomislimo, a je res to sploh fizično mogoče. Zelo fino je, da gremo mogoče tudi vprašati recimo v šoli kakšnega učitelja. Druga stvar je, da malo pogledamo, od kje je ta novica prišla, se pravi, kaj je vir novice. Prvo kliknem na link od Facebooka, pogledam, kaj tam piše, potem grem pogledati, če na kakšno drugo spletno stran, če se je to res zgodilo. Tretji recept za preverjanje laži na internetu je pa spletno mesto snopes.com, kjer se posebej usposobljena ekipa trudi za to, da pač preiskuje te laži in jih označuje za resnične oziroma za neresnične. Če gre pa za grafičen material, si pa lahko pomagamo tudi z iskalnikom slik Google Images, kjer preverimo, a je bila ta slika uporabljena še kje drugje, a so jo kaj grafično oziroma digitalno obdelali in če gre v bistvu za neko resnico ali pač neko izmišljotino.